Danes v Pomurskem dnevniku. Kako pozimi poskrbeti za vozilo? Opozorila policista v zimskih razmerah. Tadej Toš navdušil občinstvo. Požar v piščančji farmi. Vreme, jutri bo oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Zimski meseci so za voznike in avtomobile najtežji meseci v letu. Ne jeseni, ne spomladi in ne poleti razmere za vožnjo niso tako spremenljive in težke kot po zimi. Sneg in predvsem nizke temperature povzročajo težave tako avtoservisnim tehnikom kot voznikom. Zimske temperature pod lediščem niso prav prijazne do naših avtomobilov. Ob neustrezni pripravi na vožnjo vozniki pogosto delamo napake. Da se ne prepričamo o stanju pnevmatik vozila, o stanju akumulatorja, hladilni tekočini in tekočini za močanje vetrobranskega stekla. Strokovnjak na področju servisa nam je povedal tudi, kako je s pranjem vozila v zimskem času. Pranje vozila pri teh nizkih temperaturah ni priporočljivo. Zato, ker nam lahko zmrznejo ključavnice, brsalci, tesnila vrat in vitalni deli, kot so ogledala. Če ga pa že operamo, je pa priporočljivo, da ga temeljito na suho obrišemo. Tesnilo namažemo z navadnim mazivom, kot je na primer WD-40, prav tako tudi ključavnice in preklopna ogledala. Zimska težava avtomobilov so akumulatorji. Pogosto vozniki ne vedo, da imajo v avtih akumulatorje z zmanjšano zmogljivostjo. Ker pa je po zimi še dodatno obremenjen, žarometi, gretje zadnjega stekla, gretje kabine, lahko hitro pride do težav. Še zlasti, če se vozimo le na kratkih razdaljah, ko se akumulator ne more dovolj napolniti. Akumulator je pri nizkih temperaturah zelo obremenjen, zato je priporočeno, da se pred zimo na to zelo dobro pripravimo oziroma če je že slabši, ga zamenjamo. Preden se odpravimo na pot, je pomembno tudi. Poročeno je tudi, da vsi uporabniki vozil imajo v rezervoarju zadosti količino goriva, se pravi dizla ali benzinarja. Je boljše, da avto parkiramo v garažah ali zunaj? Glejte, pri nizkih temperaturah sol ne deluje tako agresivno kot pri višjih temperaturah. Zato priporočam vsem uporabnikom, da imajo raje vozilo zunaj, kot pa v toplih prostorih oziroma garažah. Vozilo vam bodo najhitreje pregledali pri pooblaščenem servisu, pravi pa tudi, katere zadeve pa lahko tudi uredite sami. Poleg pnevmatik, zavor hladilnega sistema, akumulatorja, krmilnega sistema in luči je tu še vrsta drugih naprav oziroma naprav, ki jih mora uporabnik vozila občasno pred zimo skrbno preveriti. Se pravi, stanje motornega olja, hladilno tekočino, sistem za močanje vetrobranskega stekla, metlic brsalce, tesnila vrat ključavnic. Brezhiben avto in dobre zimske pnevmatike na kolesih pa še ne pomenijo, da po zimi ne morete zaiti v težave. Vožnja po pogosto spolzki in nepredvidljivi podlagi je za vsakega voznika izziv. Zato v naslednjih dneh, ko pričakujemo snežno pošiljko, pazljivo in varno na cestah. Tudi policisti ob spremenljivih razmerah, predvsem pa v slučaju obilnejšega sneženja in v zimskih razmerah opozarjajo na ustrezno pripravo vozila na zimo, dosledno upoštevanje cestnoprometnih pravil in strpnost v prometu. Ustrezna zimska oprema je prvi pogoj za varno udeležbo v prometu. Po zimi in v zimskih razmerah je zaradi padavin in nizkih temperatur več težav v prometu, vremenske razmere pa so takrat še posebej nepredvidljive. Zato sta previdnost in večja pozornost v tem času še kako pomembni. Kot opozarjajo na policiji, naj bo voznik po zimi še posebej pozoren na promet in naj vozi s prilagojeno hitrostjo. Prav tako je po zimi treba med vožnjo nekoliko povečati tudi varnostno razdaljo. Vozniki morajo po zimi računati tudi na daljši čas potovanja, zato naj se od doma odpravijo prej kot običajno, še dodajajo na policiji. Posebne omejitve v prometu v zimskih razmerah veljajo za tovorni promet, da lahko vse poteka brez zastojev, pa je vzdrževalcem ceste treba omogočiti čiščenje vozišča. Za neupoštevanje pravil vas lahko namreč doletijo globe. Policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo in iz prometa izloči tudi vozilo. Osrednja pomurska televizija TV Ideja letos praznuje 25. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti bomo pripravili več dogodkov, s katerimi bomo obeležili visok jubilej. Začeli smo že včeraj z večerom humorja.
Na odru gledališke dvorane je občinstvo zabaval Tadej Toš, ki se vedno rad vrača v Prekmurje. Vse je lepo. Rad sem tu, ljudje so prijazni. Tadej je v 1 uri in pol občinstvu nasmejal tudi do solz. S humorjem je tak, koliko ljudi, toliko vrst humorja. In vsak človek si pač tudi o različnih vrstah humorja različno oziroma svoje misli. Kako smo tudi v programu rekli, humor sam po sebi ni samo artikl, ki bi ga recimo občinstvo zbiralo kot jogurt na polici v trgovini, tega ne bi, ta mi ustreza, ta je malo premasten, ta je malo presuh, ta je polnozrnat, ta je s konzervansi, ta je brez, ampak je humor, pravzaprav v slovarju slovenskega knjižnega jezika piše tako, tudi lahko samo dobra volja. Dobra volja, vzdušje je bilo humorno. Dobre volje so bili ljudje nekje in ko so bili dobre volje in ko so dobre volje, je to humor. Humor je dobra volja. Prireditev je bila tudi dobrodelna, saj bo izkupiček iz dogodka namenjen dnevnemu centru za otroke in mladostnike Kekec iz Murske Sobote. Celotna donacija bo centru predana že naslednji teden. Že večkrat smo v zadnjem času poročali o požarih. V naselju Niverice v občini Kidričevo je okoli 6. ure zjutraj prišlo do požara v zgornji etaži sicer prazne piščančje farme. Nekje okoli pol 6. ure smo dobili poziv, ker sem pač tu prek sosed, sem kar direkt prišel sem na kraj požara. Imam uniformo doma pa vse in sem takoj poklical kompletno gasilsko zvezo, to se pravi 8 gasilskih društev. Odzvali so se vsi z 8 gasilskimi cisternami in 4 vozili za prevoz moštva, sodelovalo je cirka 60 gasilcev. Požar smo tam nekje po 1 uri lokalizirali, s tem, da potem je PGD Talum ostal na požarni straži, to še zdaj upravljamo, ker pač v sklopu kriminalistične preiskave delamo. In smo na požarni straži do nadaljnjega, še dok ne bo zadeva končana. Kako je bilo videti, ko ste prišli sem? Celotna farma je bila v ognju, se pravi zgornji del in zgornja etaža je pogorela, vključno s ostrešjem. Gasili smo z vodo, se pravi upravljali smo napade, potem smo naredili notranje napade in zadevo sanirali, tako da ni pa bilo piščancov not, pripravljeno je bilo za hlevljanje. Etaža in ostrešje objekta sta torej zgorela v celoti. Po prvih predvidevanjih bi lahko materialna škoda znašala okoli 100.000 evrov. Do podobnega požara na tudi takrat prazni piščančji farmi v Nivercah je prišlo že marca leta 2014, ko so segrevali prostore, saj naj bi v njem naselili piščance. Takrat je ogenj uničil zgornjo etažo farme in silo za koruzo ter poškodoval del ostrešja, vključno s sončnimi celicami na njej. Škoda je bila ocenjena takrat na 300.000 evrov. Zakaj toliko strahu, če 13. v mesecu pade na petek? Je v tem res kakšna magična moč? Je potrebno biti bolj previden. Edino, kar je zagotovo, nič ni boljšega, kot pogovarjati se o petku 13. na petek 13. Strah pred petkom 13. ni osnovan na kakšni konkretnejši znanstveni logiki. Kot pri vseh vraževerjih je strah tu le za voljo strahu samega in ne potrebuje dodatne razlage ali ozadja. Je pa petek 13. in njegovo prekletstvo močno zakoreninjeno v zahodnih kulturah. Petek 13. velja za nesrečen dan že preko 700 let, a točen izvor tega vraževerja ni znan. Zgodovinar Donald Dowsey razlaga, da naj bi kolektivni strah pred petkom 13. bil v bistvu združitev dveh vraževerij. Nesrečnost številke 13 in nesreče, ki naj bi jo prinašal petek. Samo v ZDA za fobijo pred petkom 13. trpi preko 17 milijonov ljudi. Po svetu pa ocenjujejo, da celo okoli 60 milijonov ljudi. Vsak petek 13. poslovni svet utrpi kar 900 milijonov dolarjev škode, ker ljudje ne želijo na primer leteti z letalom ali upravljati posle, ki jih običajno opravljajo zgolj zaradi strahu pred tem nesrečnim dnevom. Leto 2015 je imelo kar 3 petke, ki padejo na 13. v mesecu, kar je največ možnih petkov 13. v enem letu. V 2017 in 2018 pa nas čakata 2. Vsako leto pa ima vsaj en petek 13. Britanski medicinski žurnal je po 4 leta dolgi raziskavi objavil, da je občutno povečano število prometnih nesreč na vsak petek 13. Dodali so še, da k temu močno pripomore psihologija ljudi, ki so na ta dan bolj prestrašeni, pod stresom in imajo zmanjšano koncentracijo.
Za soboško Kamešnico, kjer podjetje Pongrad pridobiva gramoz, so pripravljeni veliki načrti, vendar pa, kot mogoče ni znano, Pongrad kar več kot polovico gramoza za svoje potrebe pridobi iz gramoznice Ivanci, katere usoda pa zaradi birokratskih zapletov povzroča odgovornim na Pongradu sive lase. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si v nadaljevanju poglejmo še kratke novice. Tako kot so vremenoslavci napovedovali minule dni, so nas danes zares presenetile bele snežinke. Poglejmo si v nadaljevanju, kakšno vreme pa se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bilo oblačno s padavinami. Opoldne so 3 stopinje nad lediščem izmerili na Goričkem in v Radencih. Stopinjo več, 4 stopinje so izmerili v Murski Soboti, 5 stopinj pa je opoldne bilo v Lendavi. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, med dnevom pa se bo delno razjasnilo. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo okoli -5, v alpskih dolinah do -10, ob morju okoli ničle, najvišje dnevne pa od -3 do 3, ob morju do 7 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro oblačno, temperature se bodo gibale okoli -5 stopinj Celzija. Čez dan se bo razjasnilo, temperature se bodo povzpele do 2 stopinji nad lediščem. V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in mrzlo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Temperature se bodo gibale okoli -11 do 2 stopinji nad lediščem. V ponedeljek se bo pooblačilo, pihal bo severni veter. Z vremensko napovedjo pa smo prišli do konca našega današnjega Pomurskega dnevnika. Bodite z nami tudi prihodnjič, do takrat pa se imejte kar se da lepo in prijetno. Srečno!